Zgleda, da nam bo vreme naklonjeno, kakor danes kaže. V bistvu glavnina programa, ki se bo odvijal v okviru te prireditve jutri, se začenja ob 10. Ob 9. zjutraj je edinole odhod karavane, kolesarske karavane iz centra Ljubljane proti Tehniškemu muzeju v Bistri. Programa je res veliko. Že tokrat v tem, to se pravi, za jutri je približno 200 programov, ki se bodo odvijali v različnih razstaviščih, muzejih po celi Sloveniji. Ja, ideja se je v bistvu porodila v Mednarodnem grafičnem likovnem centru leta 2003 in sicer prva, to se pravi iniciatorka in tudi prva in dosedanja koordinatorka te prireditve je Lili Šturm, ki je pač letos ni. Zato smo si organizacijo malo porazdelili v drugih muzejskih inštitucijah in vendar je pa ravno v tem ta čar, pač ta velika koncentracija prireditev in ki so seveda brezplačne tisti dan in ki nudijo res možnost vpogleda v čim več aktivnosti, ki potekajo v muzejih in pa v galerijah. Značilnost poletne muzejske noči je pa seveda tudi to, da se dogajanje osredotoča tudi predvsem na večerne ure, to se pravi na čas po recimo 7-8 uri in tudi narava prireditev v tem času je bolj te klubske, družabne narave. Letos imamo 18 koncertov, ki bodo potekali po celi Sloveniji. Posebnost so spletne strani www.muzejska-noc.si, kamor se še dodajajo programi, recimo, ki so se pač šele zdaj, ker so nekatere inštitucije so nam šele pred kratkim poslale, kaj se bo dogajalo, tako da priporočam, da preverjajo ljudje, ko si bodo itinerarije delali za jutri. No, tretja posebnost je pa to, da se bo zaključila prireditev na dveh prostorih, na tem tradicionalnem, pred Mednarodnim grafičnim likovnim centrom v Tivoliju, spet s tradicionalnim koncertom Putravk in pa na Metelkovi, malo prej, na muzejski ploščadi, kjer bo igral Fake Orchestra.